Veliko podjetnikov pa podjetnic misli, da je dovolj, če nekdo sname njihov brezplačnik. Ampak, a ta brezplačnik potem res pogledajo, preberejo? Zdaj, verjetno, če si ga pripravi oziroma pripravila, potem si želiš, da ta brezplačnik tudi pogledajo, da dobijo veliko vrednost in se dotaknejo ljudi in jih seveda potem peljejo v naslednji korak. Če želiš izvedeti, kako lahko to pospešiš oziroma izboljšaš, poslušaj to epizodo. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Če brezplačnika še nimaš in ne veš, kje začeti, potem bom spodaj pod tem videom pustila program Darilo 2.0, ker ti po korakih pokažem, kako ustvariš tak sistem, ki ogreva in prinaša stranke, vse od prvega stika pa do mailov, pa kako vse narediti, vse najdeš spodaj na linku za Darilo 2.0. Zdaj pa torej pogledamo, kaj je 7 načinov za to, da povečamo konzumacijo tega brezplačnika oziroma da ta brezplačnik pogledajo sploh, da preberejo. Zdaj, največja napaka, če temu tako rečem, kar vidim glede na to tematiko, je, da podjetniki pa podjetnice velikokrat razumejo, da če imajo v bistvu ustvarijo nek brezplačnik ali pa dajo nekaj brezplačno na voljo, da je v bistvu to dovolj. In zdaj seveda je odvisno, kakšen je odzadaj namen. Če je tvoja želja, da zgradiš nek sistem na avtopilotu, ki bo ogreval in prinašal stranke, potem je seveda to ne bo čisto tako delovalo, najbolj učinkovito, ampak verjetno je v obeh primerih pa zelo pomembno, da pogledajo ta brezplačnik. Se pravi, če pripraviš ti nek vadbo, če pripraviš nek PDF, je verjetno v tvojem interesu, da ta brezplačnik tudi pogledajo. In seveda je to v interesu tudi tvojih potencialnih strank. Zakaj? Ker če predvidevamo, da je brezplačnik neka visoka vrednost, ki jim bo dala mogoče kakšno novo perspektivo, kakšno novo orodje, nekaj, kar jim bo pomagalo ali pa celo rešilo njihov problem, seveda je tudi v njihovem interesu, da to pogledajo. In včasih, ko je kaj brezplačno, verjetno smo že kdaj vsi bili v tem, da vidimo nekaj, kar nam je ful zanimivo in rečemo, wow, to rabim, pa še brezplačno je, super, vtipkamo mail, vtipkamo svoje podatke, kamor nam pošljajo to brezplačnik in potem mogoče nikoli pravzaprav ne pogledamo. In seveda, če tvoje idealne stranke ali pa če sebe pogledaš, tega ne pogledaš, potem verjetno se zakasni, da narediš kakšen korak naprej, če sploh. Zato je res zelo, zelo pomembno, da ko imamo brezplačnik, sploh če nam ne deluje čisto ali pa ne konvertira strank, kot si bi želeli, oziroma jih ogreva in gradi odnose, je zelo pomembno, da se posvetimo temu, koliko ljudi sploh ta brezplačnik pogleda. In nam je v interesu, da pogleda ta naš brezplačnik čim več ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo na eni strani s tem dobili super rezultate brezplačno in na drugi strani jih seveda pelješ bližje k naslednjemu koraku, jih ogrevaš, gradiš odnose in tako naprej. Tako da eno mogoče opozorilo, da če nekdo se prijavi, to še ne pomeni, da bo tudi pogledal oziroma pogledal ta brezplačnik. Zato je zelo res pomembno, da tega ne enačimo, ker šele takrat v bistvu, ko nekdo pogleda in konzumira ta tvoj brezplačnik, lahko pride do transformacije, se gradi zaupanje in se približa naslednjemu koraku. Zdaj pa gremo pogledat, kakšnih je 7 načinov, kako lahko pa v bistvu svoje potencialne stranke, ki dajo neko zanimajo, dvignejo roko, da jih to zanima, kako v bistvu jih lahko spodbudiš k temu, da bodo ta brezplačnik dejansko tudi pogledali. Zdaj, ker je brezplačno,
je treba tudi se tukaj zavedati, da običajno se ne zavežemo tako zelo k nečemu, da bomo nekaj pogledali, a ne, kot če bi plačali, ne vem, na tisoče recimo ali pa 10.000 evrov, verjetno bomo takrat bolj zagreti, da bomo tudi to pogledali. Zato je zelo fajn, da vključimo tudi kakšne elemente, ki ljudi, naše potencialne stranke, tudi bolj spodbudijo k temu, da ta brezplačnik tudi pogledajo. In seveda, med vsakim občinstvom je nekaj takih, ki bodo v vsakem primeru se poglobili, pogledali, uporabili to, kar jim daš brezplačno, in tudi nekaj takšnih, ki pa rabijo malo spodbudo. Za oboje je pa fajn, da jih v bistvu mogoče še bolj motiviramo oziroma jim daš razlog, zakaj pa je fajn pogledati. In sicer prvi razlog je olajšanje tega, da konzumirajo ta tvoj brezplačnik, a ne. To je v bistvu eden taki zelo enostaven način. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko pogledaš, kdo je moja idealna stranka in kakšen je format mojega brezplačnika. Prvo kot prvo je dobro, da tukaj pogledamo, ali je to sploh skladno in da lažje razumeš. Ti dam mogoče en primer. Če je to recimo neka mlada mamica, ki nima niti minute časa zase ali pa nima 10 minut za to, da gre pod tuš, verjetno se ne bo usedla in, ne vem, gledala 3-4 urnega predavanja o tem, kako bi si mogla vzeti čas ali karkoli pač to je, a ne? Se pravi, tukaj lahko pogledamo, ali je ta format, ki ga mi ponujamo kot ta brezplačnik, sploh primeren za našo idealno stranko. Tukaj seveda se spet vrnemo k temu, da je zelo pomembno, kdo naša idealna stranka je, ker mi lahko imamo isti brezplačnik, pa bo za to mlado mamico, ki nima časa, 3-urno predavanje, definitivno ga ne bo pogledala, za nekoga, ki pa ima ful časa, pa ne vem, mogoče kakšno upokojenko, a ne, pa bo to mala majica. Tako da je res zelo pomembno, da pogledamo, kdo je naša idealna stranka in ali je format pač primeren. V tem primeru bi mogoče lahko rekli, mogoče to predavanje skrčimo na nekaj 10-minutnega, a ne? In mogoče dodamo še nekaj zraven, mogoče, če ne moremo na 10 minut spraviti, mogoče lahko spravimo, ne vem, na različne epizodice, ki bodo takšne kratke in bo lahko poslušala zraven, ko previja dojenčka, karkoli drugega. A ne? Se pravi, postavimo se v čevlje svoje idealne stranke in pogledamo, kako jo lahko še dodatno podpremo. Fajn je tudi tukaj razmišljati, da smo ljudje različni. Nekateri raje poslušajo, nekateri radi gledajo video, nekateri radi berejo in mogoče je celo zate in za tvoj brezplačnik zelo smiselno, da ponudiš to isto vsebino v različnih formatih. To pomeni, da če posnameš video, lahko iz videa pač dobro dobiš tudi audio, ampak lahko pa narediš tudi PDF v tekstovni obliki za tiste, ki mogoče pa raje berejo. In kot en brezplačnik lahko ponudiš to v različnih formatih, če je to seveda smiselno zate, za tvoj brezplačnik in za tvojo idealno stranko. Se pravi, zmeraj pogledamo, kako lahko olajšamo ta proces, da bodo z veseljem rekli, wow, to pa želim konzumirati, pogledati ali karkoli drugega. Drugi način, kako lahko pospešimo to, je, da imamo seveda spremljajočo e-mail sekvenco, ki na eni strani spodbuja in pa tudi navdihuje. Velikokrat vidim, da nekdo naredi brezplačnik, potem mogoče se sproži en mail, kjer dobijo ta recimo PDF in potem je to top. To je v bistvu veliko izgubljene priložnosti, ker lahko v bistvu tukaj združimo e-mail sekvenco, ki bo navdihovala, ki bo navdihnila in tako naprej. Primer, če imaš recimo nek malo daljši PDF ali pa mogoče daljše tudi predavanje, ker sicer, če je takšen namen in če je to res najbolj smiselno za brezplačnik, ampak ne bomo zdaj šli tja. Se pravi, če imaš recimo neko daljšo vsebino, lahko iz te vsebine mogoče vzameš koščke, ki bi tvoje stranke, ki še niso pogledale tega brezplačnika, navdihnile in rekle, wow, to je noter. Lahko deliš tudi mogoče izkušnje ali pa feedbacke, če imaš kakšne od preteklih uporabnikov, in vključiš v to e-mail sekvenco, zato da deliš v tej e-mail sekvenci potem zgodbe, mogoče kakšne izseke, ki bodo torej spodbudili in navdihnili še bolj tvojo idealno stranko, da pa res zdaj pa pogleda. Tretji način je potem lahko dodatna nagrada, če pogledajo.
Torej, v današnjem času imamo veliko informacij, pa nam tu nekaj nekdo daje, pa tukaj ponuja in seveda naš čas, vsaj po mojem mnenju, je največja dobrina, ki jo imamo, zato je fajn, da z njo lepo pač delamo in zaradi tega tudi je zelo pazljivo mogoče lahko investiramo svoj čas. In če je to res nekaj, kar podpre tvoje idealne stranke in če je to smiselno zate, za tvoj brand, za tvoje idealne stranke, za tvoj brezplačnik, lahko v bistvu ponudiš dodatno nagrado, ki se odklene, če nekdo recimo pogleda, konzumira karkoli, mogoče celo odgovori na vprašanje, da veš, da je pogledal, če želiš iti na bolj strogo in se mu odklene določena nagrada, določen bonus, pač nekaj, kar se tvoja idealna stranka blazno želi. In s tem seveda lahko zelo pospesiš to, da pa res pogledajo, sploh če je ta bonus darilo nekaj norega, kar si pa res še bolj želijo, oziroma si tudi zraven tvojega brezplačnika zelo želijo, ali pa celo bo rešilo ta njihov prvi problem oziroma težavo. Četrti način je potem časovna omejitev. Velikokrat slišim pri podjetnikih pa podjetnicah, da rečejo, ok, jaz ne želim nič časovno omejevati, zaradi tega, ker želim, da imajo ves čas, da pogledajo kadarkoli, ampak dejstvo je, da če ne omejimo časovno, oziroma če omejimo časovno, potem veliko raziskav je že bilo narejenih na te tematike, da se v bistvu pospeši oziroma spodbudi to, da pride do tega, da pogledajo, torej da konzumirajo neko zadevo, kadar je v bistvu omejeno časovno. Primer, kako zdaj to omejiti časovno? Lahko imaš mogoče nek video, ki je na voljo samo 48 ur od prijave. In v teh 48 ur, če ne pogledajo, več nimajo dostopa. Zakaj je to dobro? Zaradi tega, ker bodo ljudje, tisti, ki so se prijavili, ker verjetno se je tudi to že marsikomu zgodilo, da si rečeš, ok, to me zanima, se prijaviš, pa potem, sej bom, ko bo čas, in potem ta čas nikoli ne pride. Tukaj pa v bistvu lahko omejimo, da je to časovna omejitev, omejimo oziroma spodbudimo, da res, če jim je to pomembno, da dajo prioriteto temu. Seveda, tukaj je zelo pomembno, da res damo veliko vrednosti in da to ni samo kot nek video, ki je namenjen, kot da bi odprli eno oglasno desko ali pa prodajni katalog ali pa kaj takšnega. Se pravi, seveda prodajamo tudi v tem videu lahko, ampak da dobijo res neko vrednost, da jih v bistvu za vsebino ne razočaramo. Tako da časovna omejitev je v resnici v današnjem zelo busy svetu lahko zelo pozitivna, tudi za naše idealne stranke, ker če pogledaš, če jim ti za tem brezplačnikom res ponudiš neko prvo transformacijo in jim pomagaš, seveda je fajn, da jih spodbudiš k temu, da tukaj dajo tudi prioriteto. Tako da je v bistvu res to ena zmagovalna kombinacija in če imaš mogoče še vedno v mislih tisto mogoče pomislek, ok, jaz ne želim časovno omejiti, ker ne želim spodbujati tega, hiti, mogoče je to samo kakšno omejujoče prepričanje, ki ne služi mogoče niti tebi, niti drugemu. Če pa definitivno ne čutiš, pa seveda lahko zbereš tudi kakšen drug način kot ta četrti. Gremo na petega in sicer peti način je uporaba gamifikacije oziroma igrifikacije, kot bi v slovenščini rekli. To je v bistvu način, da recimo zbirajo točke, zbirajo kakšne značke oziroma kot neke levele, da odklepajo nagrade. Lahko pa imamo tudi lestvico uporabnikov, torej v stilu, da se zbirajo točke in potem je pač lestvica, kateri je recimo na vrhu, na prvem mestu, je zbral največ točk in tako naprej. Zato igrifikacijo lahko torej še bolj spodbudimo to, da se to darilo uporablja, da se v bistvu res konzumira in tako naprej. In tukaj se lahko igramo potem tudi z različnimi elementi. Mogoče dobi nekaj točk za to, da sname naše darilo. Mogoče dobi nekaj točk za to, da ga pogleda, odgovori na vprašanje, deli med prijatelji, povabi še koga, in si lahko potem celoten sistem zgradimo, kjer nam lahko na avtopilotu prinaša tudi nove stranke. Tako da to je super točka, ki jo je definitivno fajn uporabiti oziroma pogledati. 6. točka je verjetno
ni čisto za vse, ampak je pa lahko ena izmed verjetno najbolj močnih oziroma ima res lahko veliko moč, če jo uporabimo na pravilni način, in sicer, da pošljemo fizično pošiljko. Zdaj, če imaš teh brezplačnikov veliko, bo mogoče težko poslati vsem, lahko omejiš na prvih 100 ali pa pač koliko želiš, in sicer lahko je na način, da torej, če konzumirajo to tvoje brezplačno darilo in potem pač naredijo nekaj ali ne vem, ti pišejo, izpolnijo obrazec ali karkoli je, jim v bistvu lahko pošlješ tudi fizično darilo. Ali pa če želiš boljše narediti korak naprej, lahko seveda fizično darilo pošlješ vsem. Tukaj je sicer lahko malo problem, ker ti verjetno nekdo, ki je čisto hladni skeptik, pa te ne pozna, ti mogoče še ne bo čisto zaupal tvojega osebnega naslova, tako da je mogoče bolj smiselno darilo poslati potem, ko torej konzumirajo, ker jim s tem v bistvu tudi spodbudiš k temu, da pogledajo tvoje darilo, in tisti, ki so res zagreti in naredijo, kar želiš, da naredijo v darilo recimo, ali pa naslednji korak, dobijo tudi fizično darilo, ker v današnjem online svetu so že to kar eni taki, bi lahko rekli, biserčki. Sploh, če prodajaš kakšne izdelke, pa lahko ponudiš kakšne testerje ali pa kakšne druga darila, je to lahko zelo zanimivo. Če delaš v online svetu, recimo pa si coach ali pa kaj takšnega, pa nimaš fizičnih izdelkov ali pa testerjev, je to lahko recimo, če je tvoj brezplačnik nekaj, je lahko v bistvu ta fizična pošiljka kot neka, ne vem, mogoče dnevnik ali pa tako zelo lepo natisnjen, ne vem, checkbox, če mora iti po kakšnih korakih in tako naprej, in tukaj seveda lahko vključiš tudi svojo ponudbo. In vsi verjetno smo veseli, ko dobimo včasih kakšno presenečenje darilo, in če je lepo zavito, če je nekaj fizičnega, kar primemo v roko in potem imamo pač tudi nekje doma, lahko se hitreje zgradi tudi večje zaupanje oziroma povezava. Tako da definitivno super točka, če ti pride prav. Redko, mislim, ni še tako zelo uporabljena oziroma je zelo redko uporabljena, ker razumem, ima tudi nekaj stroškov, ima tudi nekaj dela, ampak je pa definitivno lahko zelo učinkovita. In pa 7. točka je v bistvu povezana z nečesim, kar sem že omenjena, ampak sem jo dala posebej, ker se mi zdi, da je lahko še zelo spodbudi k temu, da še naprej konzumiramo oziroma bolj konzumiramo, je v bistvu neka lestvica najboljših ali pa lestvica najhitrejših ali pa lestvica najbolj zagretih ali pa skratka, kakšna lestvica je v bistvu najbolj smiselna zate. V tem stilu, da v bistvu se naredi, torej zbirajo podobno, ali zbirajo točke, ali da naredijo nek korak, pa pridejo na to lestvico, ali da jih pelješ, to je zelo podobno z igrifikacijo, ampak je lahko definitivno zelo, zelo učinkovit sistem, ker ljudje se včasih radi poigramo, radi tekmujemo, če je seveda to smiselno za tvoj posel in pa za tvoj brand, pa za tvoj brezplačnik. Tako da to je 7 načinov, kako lahko spodbudiš. Lahko seveda uporabiš samo enega, lahko uporabiš vseh 7, če je to smiselno, pa da jih pač znaš zapakirati, ali pa izbereš samo tiste najbolj ključne. Vesela bom, če v komentarju deliš, kateri so ti najbolj taki wow in jih želiš uporabiti, in celo mogoče poveš, kaj je tvoj brezplačnik. Ni treba deliti linkov ali pa tudi zato, da te vidi še več občinstva. Ampak naj ne bo kot spam. Tako da uživaj, jaz ti želim uspešno ustvarjanje in se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.